časno razrešitev župana. So kakšne možnosti, da bi se vlada oziroma državni zbor poslužila kakšnih drugih možnosti? O tem se v tem trenutku še nismo pogovarjali. V tem trenutku se Slovenska ljudska stranka se je odločila. Mi smo že v nekaj primerih dokazali, da znamo pometati tudi pred svojim pragom. In jaz mislim, da bi to morali početi pravzaprav vsi v tej politiki. In mislim, da bi bila politika v tem primeru seveda drugačna. S tem absolutno niti podrazno ne želimo prejudicirati kakršnekoli odločitve in kakorkoli se bodo zgodbe, ki se gospodu županu očitajo, razvile. To bo odločilo sodišče. In če bo sodišče reklo, da gospod župan ničesar ni kriv, pač ni ničesar kriv in bomo to seveda morali vsi sprejeti. Tisti, ki pa so peljali postopke takšne, kakršne so peljali, pa bodo se morali tudi upravičiti. Ampak v tem trenutku je prav, da se politika in stranka tega razbremeni, da se gospod Kangler koncentrira na te postopke, poskuša dokazati svojo, skratka, da ni kriv za to, kar se mu očita in da zadevo verodostojno in jasno, transparentno predstavi tudi slovenski javnosti. Gospod Prevc, vodja vaše poslanske skupine, nekako dejal, da bo župan Kangler težko še naprej upravljal to svojo funkcijo, glede na vse okoliščine zadnjih dni. Kaj vi pravite, še lahko ostane župan ali bi mu priporočili, da razmisli o odstopu? Zagotovo bo to delo težko opravljal, glede na pritisk ulice, ki se je zgodil. Jaz sem dejal, da zavračam ta pritisk ulice. V vsakem primeru pa je odločitev o tem, kako naprej, kar se tiče županovanja, seveda na strani župana samega in vsakega posameznika samega. Sam mora pač presoditi o tem, ali so zadeve šle tako daleč, da se tega posla pač ne da več upravljati. Ali pa so možnosti, da se ta posel lahko kvalitetno, odgovorno, do dobro mesta Maribor upravlja tudi naprej. To je njegova presoja, jaz se tu ne bom vmešaval, torej njegovo odločitev. Lahko sam še vprašam, dejali ste, da je bila ta odločitev soglasna, glede na različne struje v vaši stranki. Lahko potrdite, da so bili kakršnikoli pomisleki, vse zadnje se pa kažete kot najbolj stranka z najvišjimi nekimi moralnimi načeli po Vrisku in Tovšakovi, ne? No, s primerov takšnih je bilo več. Glejte, vedno so pomisleki takšni ali drugačni. Vedno ljudje razmišljajo tako ali drugače. Verjamem, da je tudi tokrat tako, ampak vodstvo je pač zagovornik neke politike, ki smo si jo zadali, pri tem bomo vztrajali tudi naprej. Če bo stranka ocenila, da takšna politika ni smiselna, da ni prava, so seveda tudi postopki, kar se tiče vodstva, zelo jasni. Jaz si ne delam nekih iluzij, da sem sam kot predsednik nezamenljiv. Mislim pa, da slovenska politika potrebuje vendarle neke druge vrednote, neko drugo kulturo. Predvsem, ko vsak posameznik presodi, kdaj je tisti čas, ko se mora za dobro politike, za dobro države pač umakniti iz tega, nekje razrešiti svoje probleme, svoje očitke in se potem po razrešitvi teh problemov vrniti nazaj. To bi se te razrešitve in reševanje teh problemov se pač morajo reševati nekje drugje, ne v povezavi z politiko. To je pač moja logika, moja razmišljanja, mogoče so napačna, ne trdim, da so prava, ampak preprosto drugače si ne znam predstavljati tega dela. Še eno vprašanje.